Nekaj romantike je tudi v delu Petra Muka, Spomini starega alpinista, v katerem se Peter v 22 zgodbicah spominja svojih plezalskih prigod, začinjenih svojevrstno zgodovinsko vrednostjo in humorjem. Kako pa je in kdo je vas nagovoril k pisanju zabavnih alpinističnih zgodb? Namreč, tle so dve stvari. In sicer bil sem naročen na Planinski vestnik in nekaterih vestnikih ni bilo čisto nič drugega od prve do druge strani, kako so plezali, kako so na enem prstu viseli pod prvisom, pa čakali, da bojo dol padli, pa se razkrešili. Same take zgodbe so bili celi vestnik, ne bo se rekel, tle bo pa iz neki napisal, tako da bo to mogoče bolj človeški obraz, da bomo tale vestnik, tako kot v starih časih, ki jaz imam še doma vezane planinske vestnike izpred vojne, ker sem vse prebral, tudi o Karnijskih Alpah, možda je slišati, da not precej piše. Tam z škole sem pozabil tisto knjigo. No, potem je bila pa druga stvar, jaz sem bil v glavnem samohodec, ampak sem se let srečeval Zupan, Rado, Kočevar, Keršič, Marjan in tako dalje, smo se družili in so me potem povabili, da grem med veterane, pač, če kdo moraš ti priti med veterane, nisem bil med veterani in sem potem tudi začel pisati, ampak spet ne o teh vseh prežvečenih smereh v planjavi, pa v brani, pa skupaj in tako naprej, tako da sem se raj teh zgodb spominjal, ker smo jih mi med sabo alpinisti doživljali, kaj smo kuhali, kaj smo peli in tudi pretežno ne tem, smo zmagali, važno je bilo ven tem, smo si mogli vrniti, ker nismo mogli več naprej, ker sem bil prešmok, ker nismo sabo ali glinili, nismo, recimo, plezalniki so bili že čist za nič in so se čist znucali, da vem, če veste, jih včasno bili drugačni plezalniki, kakor so zdaj gumijasti, in je bil kakor en tak copat, ko za košar, kako se temu reče, tem copatam, ampak spodaj bil pa ena plast filca, pa papirja in skupaj, in ko se je to nalimo gor, je lepo prijeli, še najboljšo moglo skalo. Kolikor je bilo pa to sveže, je pa zdrseno. Tako se je tudi enkrat padel v Bavarski, iz Govegarja sva takrat lezla, nisem da je več padal, so mi pa vsi, ker sem bil anorak, so mi vsi klini, ven padel, in že je pa urobno vzel dol, in se močno da, ampak pa sva res predala tisto. V glavnem, ko sem je začel pisati take zgodbice, in rad pa pišem, ker nisem sam to napisal, jaz sem zdaj eno knjigo, nekaj napisal, ki se imenuje, ki se, čakaj več imen, se mi dal, zelo, no, ne pomembno, glasbena knjiga je to, ne. Zdaj, slišali smo, da na harmoniko še igrate, ker tudi v knjigi opisujete prigode glasbenika v hribih gorah. V gore še hodite, v hribe? V hribe še hodite? A v hribe še hodite? Ne, imam neuropatijo, to se pravi, da ne moram več hoditi, sem z vozičkom prišel in tudi v rokah imam. Zato tudi težko harmoniko igram. Včasih mim primetim in tako naprej. To je zdaj zelo kakšne take počasne balade, kakor je bila ta zadnja, ne tole mi še gre, ampak kakšne hitre zadeve mi pa ne grejo več. Dobro, igram pa vsak dan, seveda. Vsak dan. V hribe pa ne hodim več. Ta zadnji hrib je omenjen v tej knjigi,
to je ajdovščina, najnižji hrib, ampak je kljub temu to hrib in za tega stačka, kasneje je to ogromni hrib. To, recimo, to relacijo sem hotel tudi izpostaviti. Ne, no to mi, vsi, ki smo starejši, to obvladamo, vemo, kako je to zadevo in starostjo. Ne, in kaj, da se še čaka, kaj ne boš mogel več jeti, ne. Sem pa to navado, da sem na vsakem hribu v pisno knjigo sem kaj zapisal. Sem kaj napisal. Prvo je bilo to, ko sem šel iz Čirko na Bolhograjsko Germano, sem napisal, če hočeš videti to deželo rajsko, povzpni se na Germano Bolhograjsko. Potem sem hodil vsak dan na tisti moj hrib, Ajdovščina, 470 metrov višine, velika višina zame. Sem pa napisal en vers. Noter, recimo, sem napisal skriti in mehki deli telesa, za klope so delikatesa. Ja, v tej... Ali pa recimo, ko prideš na vrh, sezuj si obuvalo, da si prezračiš usprajeno stopalo. Peter, hvala lepa. Za tele, v knjigi je veliko še teh primerov, tudi zraven ilustracij, ki še mogoče še malce spodbudijo domišljijo.